Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Malo nenavaden čas za zbor reprezentance. Po drugi strani pa vsi komaj čakamo, da se ta kvalifikacijski turnir začne. Fantje delajo zavzeto, treniramo po programu, pogoji, programi so tudi zadovoljivi. Kar se tiče same ekipe, tukaj vemo, da se je Liga KHL začela malo prej in s tem posledično tudi prišli pa določeni problemi z tem, da so igralci prihajali malce kasneje, ampak naša prednost je ta, da se ne rabimo ne koliko časa za to samo igravanje, fantje se že poznajo med sabo dalj časa, da to zmanjša malo ta problem. Kar se tiče pa samega turnirja, imamo zadnjo izkušnjo zelo pozitivno. Te občutke bomo probali tudi prenesti na ta turnir, nikakor pa ne odhajamo tja v neki vlogi favorita. Bomo pa zelo resno pristopili turnirju in seveda upamo na uspeh, ki nam prinaša spet nastop na novih olimpijskih igrah. Hvala. Vprašanja? Za naprejšnjem podobnem turnirju je bila Belorusija nekak tihi favorit, pa ste jo takrat premagali, presenetili, zdaj bo doma igrala, tako da bo zdaj še težje, zdaj približno enako delo, kot je bilo v Vojencu. Če zdaj konkretno o Belorusiji govorimo, jaz mislim, da bo na belorusko ekipo, nad belorusko ekipo je velik pritisk. Oni polagajo veliko na ta turnir. Že samo dejstvo, da Dinamo Minsk, kada je sigurno kar nekaj reprezentantov, ne sodelujejo v prvih 6-7 kolih KHL-a, je podatek, da se resno pripravljajo na ta turnir. Takrat jim nekako ni rata, čeprav so bili favoriti. Zdaj imajo turnir doma, sigurno se nadajajo uspeha, ampak to zna biti dostikrat tudi slabo, kakor pa dobro. Seveda pa to ne zmanjšuje njihove kvalitete. Turnir v septembru, tako kot sem prej rekel, je tudi priložnost, da vse ekipe pripeljajo svoje najboljše igralce. Mi pa tudi v dolgem času so fantje vsaj v večini zdravi in lahko sestavimo zelo kvalitetno reprezentanco, ki bo konkurirala za prvo mesto. Niko, lahko še kako besedo o Poljski pa Danski, s Poljaki ste nazadnje izgubili na svetovnem prvenstvu, edini poraz. To je že en podatek. Danska je pa z precej okrepitvami iz Severne Amerike. Če začnemo s Poljsko, naša prva tekma, jaz mislim, da tudi razpored za nas je kar ugoden. Kolikor je bilo takrat slabo, da smo izgubili na samem svetovnem prvenstvu s Poljaki, bo mogoče v tem primeru to dobro, da se zavemo, da to ni reprezentanca drugega razreda, ampak so kakovostni. Že s tem, da so nas premagali na tem svetovnem prvenstvu, so pokazali določeno kakovost. So nepopustljiva reprezentanca, se bomo dobro popravili na njih. Kar se tiče pa Dancev, jaz zmeraj pravim, da Danci so za igrati proti njim zelo zoprni, neugodni, po drugi strani imajo pa eno to lastnost, da so zelo sproščeni. Se mi zdi od teh Skandinavcev še najbolj kreativni in pa s prihodom teh igralcev kvalitetnih iz Lige NHL, seveda se ta vrednost reprezentance sigurno zveča in za mene so mogoče še večji favorit, kot Belorus. Kakšno vprašanje? Kako kaj postava, že kaj razmišljaš v to smer, kako bi napadel recimo sestavo, kako bo z vratarji, zdaj dva še nimata kluba? Ja, to zdaj smo v drugem dnevu pripravljeni. Nekaj je že zarisanega, ampak iz dneva v dan bomo videli tudi, kako fantje, kako sem pa rekel, prvi vtis. V fantih so vsi zelo zaredljivi fizične pripravljenosti, ampak v samih detaljih v sestavi ekipe, pa glede vratarjev pa težko dele, da bi še kako ni povedal.
imamo še to eno pripravljeno tekmo z Italijani in tam bomo tudi probali več kombinacij in pač izbrati potem najboljše. Na zadnje pred vojncem ni bilo nobene prijateljske tekme, samo par treningov, zdaj časa mogoče malo več. Ja, to je res, ampak je pa tudi čas tak, da pa za nas je bil tisti februar idealen čas. Za nas je bil idealen, ker fanti vsi so bili v tekmovalnem pogonu, kot sem prej rekel, naša reprezentanca ne potrebuje veliko časa za igranost. Kad smo se zbrali, trenirali, mislim, da smo imeli 3-4 treninge, šli gor in delali svoj posel. Tudi tle iščem jaz mogoče potezo IHF-a, da je zdaj to predstavil na tale bolj zgodnji čas v tem, da oni imajo zelo neradi vidijo kakšna v narekovajih presenečenja. Oni radi imajo stalne reprezentance na teh olimpijskih turnirjih. Mi pa več odnesemo po IHF-u, koliko pa prenesemo. Jaz pa pravim, zakaj ne bi dali možnosti tudi manjše reprezentance, da se dokažejo. Smo dokazali v preteklosti, da smo lahko čisto konkurenčni. Kako pa sicer ta zgodnejši termin vpliva recimo na splošno pripravljenost na eni strani na voljo in Sloveniji in drugim ekipam več igralcev, ki ste ne mogli igrati, po drugi strani pa verjetno bi za nekatere bi se sezona začela pozneje. Ja, zdaj, jaz sem tudi fantom včeraj povedal, mi to lahko gledamo zdaj z dveh strani. Začnemo jamrati, nimamo kompletne ekipe na pripravah, fanti bodo šele prihajali, eni fanti nimajo kluba, ampak če bomo tako gledali na stvari, pol bolj, da se kar zberemo na Brniku, pa gremo tja, pa igramo kakor pač bo. Lahko gledamo z druge strani, da ta čas zdaj septembrski se fanti dosti v narekovajih spočiti, prihajajo fizično dobro pripravljeni, poškodb nekih večjih, spet nimamo tukaj problemov. En tak turnir, zraven smo že zmagali, to se pravi, treba gledati z pozitivne strani in jaz mislim, da se lahko bolj spomnim. Kaj pričakuješ od ponedeljkove tekme iz Italije? Koliko to Italijo poznaš, koliko je ona primerljiva s tekmeci, s katerimi boste poigrali na turnirju? Ja, mislim, da je Italija nekako primerljiva s Poljaki sigurno, ne? To je pač rang divizije 1, čeprav je Italijan v svoje drugo mesto šel, se je kvalificiral v elito. Z druge strani, kot sem že prej ponovil, da mislim, da Danci pa Belorusi vseeno mislim, da so kvalitetnejše reprezentance in od Poljakov in od Italijanov. Ampak tekmo z Italijo jaz sem upal na 2 pripravljene, ampak imamo samo eno, pa bomo probali tukaj preizkusiti malo več kombinacij, pa se staviti najboljško pisati.